Lepo pozdravljeni, sem Darja Ovsenik in vodim 4. oddajo Dialogos. To je oddaja posvečena vrednotam prihodnosti, gostje pa v njej predstavljajo svoje različne poglede na tematiko in jih podajajo odprto in vsebinsko. Predvsem v duhu odpiramo dialog neprerekanja, odpiramo vsebino in nednevno političnih tem. Danes sta z mano Goran Novković, izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov, pozdravljeni, in Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Današnjo oddajo smo naslovili Slovenija med svobodo, pobudo podjetništva in socialno pravičnostjo. Verjetno temo, ki je večno aktualna. Vlada daje na mizo sveženj ukrepov davčne zakonodaje, s katerimi niža davke in viša plače. Pri tem pa je ključen socialni dialog. Sindikati ste se odločili za ukrep izstopa iz ESS-ja. Kakšni so razlogi za izstop iz tega socialnega dialoga? Ja, hvala za vprašanje, lepo pozdravljeni. Zdaj, v zvezi z vašim vprašanjem je treba najprej povedati, da seveda predlog davčne reforme, ki ga je vlada predložila državnemu zboru, je bil zgolj kaplja čez rob pravzaprav težavam, na katere sindikati opozarjamo že praktično celo leto. Začelo se je z predlogi interventnih zakonov, kjer je bil socialni dialog na začetku, sploh še ni bil, praktično 2 meseca ni bil ustanovljen ekonomsko-socialni svet oziroma ni deloval, ker vlada vanj ni imenovala svojih predstavnikov. Potem je okrog približno 2 zakona interventna, je socialni dialog še kar nekako tekel, potem pa je začela vlada pravzaprav ravnati tako, da tiste rešitve, ki so bile dogovorjene med vlado, sindikati in delodajalci, je v nadaljnjem postopku spreminjala, vnašala nove elemente, ki sploh niso bili predmet socialnega dialoga. Tako da to je bil tisti prvi sklop interventne zakonodaje, kjer je tudi sicer razumljivo socialni dialog potekal seveda pod nekimi drugačnimi pogoji, tudi seveda zaradi epidemije. Potem v nadaljevanju je pa prišlo še do več tovrstnih zakonov, kjer vlada teh zakonov ni predložila sploh ekonomsko-socialnemu svetu, ampak jih je mimo socialnih partnerjev, mimo socialnega dialoga poslala v zakonodajni postopek. Tak je bil zakon o nacionalnem demografskem skladu, tak je bil zakon o debirokratizaciji in tak je bil nenazadnje ta davčni paket. In ne bi se mogel bolj strinjati s tem, kar ste rekli, da seveda je glede davčne zakonodaje in okrog teh zakonov, ki sem jih ravnokar naštel, ki imajo izjemno dolgoročne učinke na zelo širok krog posameznikov, da ne rečem na vse, na primer demografski sklad, da je seveda glede teh vprašanj socialni dialog nujen. In ravno to je bilo tisto, zaradi česar smo se odločili za ta pravzaprav na nek način skrajen ukrep, da pokažemo, da brez socialnega dialoga, brez javne razprave o tako pomembnih vprašanjih ni mogoče v bistvu sprejemati zakonodaje. Tukaj potrebujemo dialog ne samo s socialnimi partnerji, ampak tudi z širšo javnostjo, skladno z resolucijo o normativni dejavnosti, ki jo je sprejel državni zbor, in to je tisto, kar pričakujemo. Seveda je pa v nadaljevanju pomembna tudi vsebina, predvidevam, da bomo o tem tudi nekaj v nadaljevanju rekli, ampak čisto z tega, če me sprašujete, zakaj smo se odločili za ta korak, je ravno zato, ker je bil socialni dialog popolnoma spregledan in so bila ob tem tudi kršena pravila o delovanju ekonomsko-socialnega sveta, ki so bila dogovorjena med vsemi 3 partnerji. To je tisto, kar se mi zdi ključno. In seveda, samo še stavek, v tem dialogu je pa mogoče potem se spraševati o vprašanju razmerja med socialno pravičnostjo, ustreznim ravnovesjem med obdavčitvijo kapitala in dela in podobno vprašanja. Brez tega dialoga ni mogoče dogovoriti. Kako vi gledate na ta socialni dialog? Podobno, na nek način zanimivo, ne podobno, ampak mogoče še malo globje. Socialni dialog je definitivno nujen. Kajti, če ne bomo imeli socialnega dialoga, potem bomo težko našli neko rešitev, ki bo zadovoljila vsaj večino, če ne, ali pa vsaj kompromis, ki bo na nek način, ki bi moral biti pameten. Vendar mislim, da je socialni dialog v Sloveniji kar v globoki krizi. Tokrat so sindikati potegnili to potezo, da so se umaknili na nek način iz socialnega dialoga. Dogajalo se je v preteklosti, da so tudi predstavniki gospodarskih organizacij podobno naredili. Mislim, da sta 2 ključna razloga za to. Eden je ta, da v Sloveniji premalo razmišljamo o razvojni paradigmi, se pravi o razvojnih korakih
kako naprej z enega ali drugega zornega kota. Tukaj ne mislim samo na sindikalno stran, ampak mislim tudi na gospodarsko včasih. Mi da imamo zelo dobre izkušnje, mi da se celo en protest skupaj organiziralo operativno, proti vladi enkrat skupaj. To bi mislim, da mogoče celo edini, ker so sindikati pa delodajalci skupaj nastopali. Ampak, če se vrnem nazaj na tematiko, mislim, da premalo razmišljamo razvojno, preveč razmišljamo partikularno na podlagi posameznih ukrepov. In druga zgodba, ki je, mislim, da vlade, ni važno, katera v Sloveniji, niso opravile svoje nalogo pri socialnem dialogu. Tukaj pa mislim predvsem na to, da takrat, ko ne pride do dogovora in ko gre za razvojna vprašanja, da v tistem momentu vendarle posežejo, ampak to seveda v limitiranem obsegu in sprejmejo neko odločitev. Pogosto se zgodi tako, da imamo kdaj vlado, ki noče nič sprejemati in vse polaga v socialni dialog in smo razvojno v pad poziciji, kdaj drugič pa kakšna vlada marsikaj preseka pri ključnih vprašanjih in odloča zelo po svoje na nek način. Recimo, tudi zadnja situacija, ki je, jaz na nek način razumem sindikate, da so se odločili za to situacijo, glede na to, da ni bilo na nek način povprašan naprej, ampak vemo, da smo imeli pri minimalni plači drugačno situacijo nedavno nazaj. Skratka, imamo oboje podobne izkušnje na nek način. Druga zgodba, ki pa je pri tem, je pa ta, da, kot sem že rekel, manjka nam, po mojem mnenju, in tudi tukaj vprašanje davčne reforme, pa tudi česa drugega, ne samo tega, to je samo eden od ukrepov, pogleda vse skupaj naprej, kako loviti najbolj razvite in s tem pravzaprav omogočiti ljudem večjo blaginjo v prihodnosti. Mi imamo zelo težke težave in to smo se vrnili kasneje, ki se nam lahko odprejo še čez 10-20 let, če nam bomo ukrepali danes. Če lahko zgolj tri zadeve se odzovem. Zdaj, prva zadeva, morda to, ta razlika morda med tisto situacijo, ki je bila, ko so tudi v preteklosti se že dogajalo, da je ena ali druga stran zapustila recimo ekonomsko-socialni svet, nazadnje pred odhodom sindikatov. Med sindikatov je to naredila delodajalska stran. Dve razlike se mi zdita tukaj ključni, na kateri velja opozoriti. Prva je ta, da takrat je šlo za predlog v bistvu ene od opozicijskih strank, ki ni bil predmet socialnega dialoga, oziroma ga je vlada takrat predlagala, pa do obravnave ni prišlo. In kot posledica tega ravnanja so se tudi spremenila pravila o delovanju ekonomsko-socialnega sveta, ki so omogočila prav to, da tovrstni zakoni pridajo po pravilu na ekonomsko-socialni svet. Druga pomembna razlika, ki se mi zdi, je pa ta, da smo takrat sindikati javno podprli delodajalsko stran pri njihovi odločitvi, da zapusti ekonomsko-socialni svet, ravno zato, ker se nam ni zdelo prav, da se zgodi to, kar se je zgodilo. In pravzaprav sem na nek način razočaran, da se tokrat ni zgodilo nekaj podobnega z delodajalske strani, ampak to je pač seveda odločitev vsake posamezne stvari. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je to, kar je bilo rečeno, kaj se zgodi v trenutku, ko kaže, da je dogovor težko doseči. In tukaj se strinjam s tem, da so vse vlade v preteklosti, ali pa večina vlad v preteklosti, tudi po mojem mnenju, bistveno premalo napora vložile pravzaprav v to, da bi v socialnem dialogu do tega dogovora prišlo. Če pogledam 10-15 let nazaj, je bilo tega napora bistveno več in ključna, pozitivna lastnost ministrov, ki so bili takrat zadolženi za socialni dialog, je bila ta, da so ves svoj napor pravzaprav vložili v to, da je na koncu do konsenza prišlo in do dogovora. In ključne reforme v preteklosti so bile dosežene v konsenzu med socialnimi partnerji, kljub temu, da so bila stališča diametralno nasprotna. Strinjal bi se pa tudi s tem, da je v bistvu tega razmisleka o razvojnih vprašanjih premalo in tukaj bi izpostavil samo en primer, to je recimo postopek priprave načrta za okrevanje in odpornost. Še en primer, kjer je bilo spet ne samo socialnega dialoga, ampak javnega diskursa o ključnih razvojnih vprašanjih za naslednjih 5-10 let, ne samo absolutno premalo, ampak ga praktično ni bilo. Dokument se je več kot polovico časa pripravljal v tajnosti. In to opozarjajo tudi strokovnjaki, bistveno večji kot sva midva, na to, da seveda to je popolnoma zgrešen način priprave tovrstnih strateških dokumentov. Zato sem tudi prej, kot je bilo vidno, rekel, da razumem sindikate na nek način in s tem sem naredil to, kar ste sami zdaj rekli.
Moram priznati, da če se dobro spomnim tiste situacije z minimalno plačo, je bila situacija takšna, da je res ena od strank to vložila, ampak postopki so začeli v parlamentu ob tihem ali pa ne tihem soglasju vseh drugih strank, ki seveda ni bilo tako drugače, zelo različno kot pa zdaj, ne. Ampak bolj pomembno se mi zdi ta zadnja varianta, ki ste omenili tudi, ne. Kaj vlade počnejo, ne. Jaz se strinjam, da so ključne reforme v Sloveniji bile sprejete ob podpori socialnega dialoga. Težava v Sloveniji, ki jo vidim, je v tem, da mnoge reforme, ki bi morale biti sprejete, niso bile sprejete ne ob soglasju, ne ob nesoglasju. In to je tisto, na kar bi radi opozorili. Bom dal primer čisto konkreten. Zdaj se pogovarjamo o davčnih spremembah, ki so v bistvu na nek način že posledice dogajanja v zadnjih letih, ali pa v 20 letih, ali pa v 30 letih. V Sloveniji namreč je treba pogledati, kakšno situacijo dejansko imamo. Zakaj je takšna obdavčitev plač? Obdavčitev plač je tako velika, zaradi tega, ker imamo nekaj sistemskih hudih težav. Prva težava je, da imamo zelo slabo razmerje med aktivnimi in neaktivnimi. En najslabših v Evropi. To je posledica demografskih razmer, tudi verjetno upokojevanja, ne zdaj, ampak pred 10 in 15 leti, ki je bilo prezgodnje, tudi odliva mladih v tujino. Od 2014 do 2018, mi smo na lanskem SBC forumu ta podatek imeli, je samo v 5-6 letih odšlo več kot 10 tisoč mladih v tujino, od tega 3600 više ali visoko izobraženih, tudi 2600 ljudi nasploh v Sloveniji z visoko in višjo izobrazbo. Danes države po svetu tekmujejo za znanje, tekmujejo za te strokovnjake zaradi tega, ker vedo, da če bodo privabile znanje, potem bo bolje vsem. Zakaj pa vi mislite, da odhajajo? Kaj so tisti ključni razlogi, mislim, ki koga... Da je več razlogov, ne. Eden razlogov je tudi ta, da smo ne samo gospodarstvo, pa tudi celotno družbo pripeljali v neko način razmišljanja, ki ni ravno razvojen. Pogovarjamo se recimo pri javnih financah, in vem, da je to problem v tem trenutku, da imamo precejšen minus, ne, ampak pogovarjamo se o tem, ali je ključen problem izpad javnofinančnih prihodkov, ne. Potem pa pozabljamo recimo, da Nemčija in Avstrija imata recimo razvojno kapico in to pri bistveno višjih plačah, ker pomeni, da je izpad v Nemčiji in Avstriji še bistveno višji kot v Sloveniji. Pa še kapica je nižja. Ampak da ne bo pomote, to je sam primer, ne. Kapica je samo eden od elementov, davčne spremembe so ostale drug element. Tretji problem, ki ga imamo in smo ga mi lani predlagali, je, da naredimo akcijski načrt za privabljanje tudi tujih strokovnjakov, ker Slovenija ima kaj ponuditi z vidika tega, da imamo na nek način, ne vem, tudi geografsko lego, tudi standarde druge dobre in bi lahko pritegnili z digitalnim marketingom tudi dobre tuje strokovnjake, ki bi pomagali v Sloveniji graditi znanje, od česar bi imeli vsi. Kajti, če dobre produkte naredimo, potem več zaslužimo. Če več zaslužimo, je več za plače. Če več za plače in če več zaslužimo, to so tudi večji priliv davkov. In to na koncu pridemo tudi do višjih pokojnin. In te paradigme nimamo. Mi se še vedno pogovarjamo, 1 + 1 je 2. Ni v ekonomiji 1 + 1 ni 2. Lahko je celo manj kot 2, če slabo poslujemo, lahko je pa bistveno več kot 2. Okay. In to je ta zgodba, ki jo poskušamo v Sloveniji že leta in leta spraviti na mizo, pa žal se še vedno zelo statično pogovarjamo in ljudem pravzaprav nalivamo nečistega vina in ne peljemo zgodbo tako, kot jo peljejo moderne države, ki se pa borijo za to, da znanje pridobijo države. A lahko mogoče ostaneva ravno pri socialni kapici? Vi ste jo poimenovali razvojno socialna kapica. Samo toliko, da razložim. Gre za ukrep, ki navzgor omejuje plačevanje prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, ki se sicer plačujejo kot odstotek od bruto plače. Sindikati na nek način v tem ukrepu vidijo trojanskega konja, boste potem mogoče vi več razložili, Združenje delodajalcev pa potrebno investicijo, če želimo kot država ostati ali pa postati država, kjer bodo lahko podjetja razvijala svoje vrhunske izdelke, o čemer ste prej govorili. Sami predlagajo celo še več, namesto pri trenutnih 6 tisoč evrih, predlagajo njeno uvedbo pri 4 tisoč evrih. Kakšne so pravzaprav koristi, konkretno pa kje mogoče vidimo pa te grožnje? Se cel gospodarski krok predlaga. Mi smo predlagali med prvimi v klubu slovenskih podjetnikov, da se zniža 6 tisoč na 4600, ampak tako, da se zakoni takoj, da se pa postopoma znižuje, ker se zavedamo situacije z javnimi financami. Naš izračun je tudi v podpori analitike Gospodarske zbornice Slovenije, da je razlika na letni ravni med 6 tisoč in 4690 milijonov evrov. Če to postopoma naredimo v 4 letih, pride povprečna razlika 38 milijonov evrov.
kar ne bi smela biti težav. Zgodba je zelo preprosta, kot sem že rekel. To je eden od elementov, ki bi lahko vključili tudi v akcijski program za privabljanje tujih strokovnjakov in hkrati zadržanje domačih. Če dobimo dobre strokovnjake, potem bodo ti dobri strokovnjaki, ali pa jih zadržimo, svoje znanje, svoje inovacije širili z drugimi strokovnjaki v podjetjih in tudi v družbeni sferi na koncu koncev, ne gre samo za podjetja. To pomeni, da se razvijajo boljši izdelki in te paradigme nam manjka, ne? In to pripomore na koncu koncev vsem. Če tega ne naredimo, bomo imeli slabše izdelke, strokovnjaki bodo v večji meri šli, manj bomo zaslužili, na koncu bo ostalo manj v blagajnah, ne? Tudi javnih. Imamo pa težavo, ker imamo zelo slabo razmerje med delovno aktivnimi in neaktivnimi, če dalje več upokojencev. Vprašanje je, kako bomo lahko splavali tudi s socialnimi transferji čez 10, 20 ali 30 let. In če smem še nekaj, kar je zelo pomembno. V Sloveniji se običajno pogovarjamo samo v Sloveniji. To, kar smo mi pogledali, temelji na mednarodni primerjavi. Mi se radi primerjamo z Avstrijo in Nemčijo po plačah, ne bi pa naredili korakov, da bi prišli do Avstrije in Nemčije, pri čemer so oni že v krepki prednosti. Ne? Nam primerljivo v tem trenutku je Češka. Mi si ne moramo primerjati. Lahko se imamo za boljše kot Čehe, ampak v tem trenutku nismo. BDP je tam, razvoj je tam in zgodba je dejansko takšna. Čehi so nas ujeli v teh 30 letih, namesto da bi mi bili kasneje. Nekaj z našim razvojnim modelom, ki je temeljil na takšni miselnosti, ni v redu. Vi vendarle opozarjate na drugo plat, na izpad. Ja, cela vrsta pravzaprav argumentov je, ki jih mi navajamo. Ne? Izpad je zgolj eden izmed njih. Ne? Zdaj, najprej mogoče to vprašanje, ne? Zdaj, vprašanje postavitve socialne kapice na 6.000 ali pa 4.600 evrov sta dve precej različni zadevi, pa bom povedal, zakaj. Ne. Zdaj, prvo kot prvo, seveda, socialna kapica, ko je govor o primerjavi z drugimi državami, seveda je treba povedati, da so sistemi med različnimi državami zelo različni, ne, da to ni mogoče primerjati ena na ena. Nekateri sistemi imajo socialno kapico, nekateri je nimajo, nekateri jo imajo samo na pokojninske prispevke, nekateri jo imajo samo na zdravstvene, v glavnem te sistemi so različni, a ne, ob čemer so tudi njihovi sistemi socialnih zavarovanj različni, nekateri financirani pretežno iz davkov, nekateri pretežno iz prispevkov in podobno. Ne. Zdaj, druga zadeva je seveda razbremenitev plač nad 6.000 evrov bruto, pomeni, da tukaj seveda tistega najbolj razvojnega kadra tudi slučajno ne ujamemo, ker nima takšnih plač v Republiki Sloveniji. Ne. Te plače imajo v glavnem vodilni delavci v tem trenutku. Tako da tukaj je zadeva nekoliko drugačna, seveda pri tistih 4.600 evrih, kjer se pa kaže, po mojem mnenju, eden ključnih problemov vseh teh predlogov, ki so v zadnjem času porajajo, to pa je, da v bistvu ne upoštevajo, kako pravzaprav funkcionirajo sistemi socialnih zavarovanj. A ne, se pravi, ti imaš nek sistem, ki je sestavljen iz gradnikov in ti vzameš potem en kos in ga vzameš ven in misliš, da bo sistem enako stal. Pa seveda ne stoji, a ne, treba je to pogledati celovito vse te sisteme. Ne. Zdaj, recimo, prva zadeva, ki je, največji problem je v zdravstveni blagajni. Ne? V zdravstveni blagajni je največji problem v tem, da ob tem, ko se predlaga omejitev prispevkov, na drugi strani pravice niso omejene. Niso omejena nadomestila plače navzgor in niso omejene storitve, ker jih ni mogoče omejiti. Ni mogoče reči, da nekomu boš pokril operacijo kolena 60%, ne? Naprej pa bo sam. Tako da, in seveda ob omejitvi prispevkov pride do tega, a ne, da nekdo bo plačeval manj, kot so njegove pravice iz zdravstvenega zavarovanja, ne, kar pomeni, da bodo drugi morali nesorazmerno več plačevati. Ob tem, ne, da je izpad predviden v zdravstveni blagajni 50 milijonov zaradi predlagane kapice, če je 6.000 evrov, a ne, in ni zraven sistemskega v bistvu transferja proračuna, ki bi pokrival manjko v zdravstveni blagajni. V pokojninski blagajni se pa zgodi to, da je meja postavljena na 6.000 evrov praktično identična najvišji pokojninski osnovi, kar pomeni, da v pokojninskem sistemu ne bo več nikogar, ki bi plačeval več, kot se mu to neposredno odrazi v njegovih pravicah iz pokojninskega zavarovanja, kar pomeni, da se ta v bistvu vertikalna solidarnost znotraj sistema pokojninskega zavarovanja ukine
ne, kar je tudi razlog, za česar je in direktor pokojninskega zavarovanja, kot tudi oba organa upravljanja, tako Zavoda za zdravstveno zavarovanje kot pokojninskega zavoda, sta se izrekla proti socialni kapici. Kar se tiče pa znižanja, je pa stvar še bistveno drugačna. Ne. Če bi pa znižali socialno kapico na 4600 evrov, se pa seveda problem v zdravstveni blagajni samo potencira, v pokojninski blagajni pa pridemo do enega od dveh scenarijev. En scenarij je zopet, da bo nekdo dobil pokojnino odmerjeno od višje osnove, kot je tista, od katere plačuje prispevke. Če pa bi to spremenili, bi se pa zgodilo to, da bi pravzaprav pokojnine najvišjih znižali in bi začeli drseti v flat rate. Naša ocena je, da v tem trenutku problem pokojninske blagajne ni v tem, da bi bila pri pokojninah premejhna, ampak da je prevelika uravnilovka. Naša ideja, tudi ko smo se pogovarjali o beli knjigi o pokojninah, je, da bi bilo potrebno razmerje med najnižjo in najvišjo pokojnino povečati iz 1:4 na 1:5. Če se uvede socialna kapica na 4600 evrov, se bo to razmerje znižalo na 1:3. Nikoli ne bo možno tega povečati ob takem predlogu, kakršen je. In to se mi zdi absolutno problematično, v nasprotju s tem, kar se govori, da naj prispevki odražajo v bistvu se v pravicah zavarovancev, ne? In pravzaprav je pa to ena spodbuda in tukaj lahko pa na nek način vidim nek interesa, ne? Da je to pravzaprav na nek način izstop enega dela zavarovancev iz tega sistema pokojninskega zavarovanja k privatnim zavarovanjem, ker samo tisti, ki jim bo pač ostalo več, si bodo lahko tudi več financirali za njihove dodatne pokojnine iz recimo pač zasebnih zavarovanj. Tako da, in še enkrat, ne, pomanjkanje socialnega dialoga o tem vprašanju posledica pomanjkanja socialnega dialoga je v tem, da je ta pogled sistemski razmerja, socialna kapica, zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje popolnoma izpadel. In to je ključen problem. In na tak način jaz mislim, da je absolutno nesprejemljivo, da se tovrstne rešitve uveljavljajo. Pa to pa mene zelo preseneča, ne? Da se sindikati zagovarjate boj proti uravnilovki pri pokojninah, pri čemer mi vemo, da kapico na pokojnine imamo, ampak kontra. V tem trenutku, že leta in leta v Sloveniji, nekateri vplačujejo bistveno več v pokojninsko blagajno, kot pa bi po nekem sistemu, če ne bilo kapice na najvišji možni pokojnini, ne, lahko dobili kot pokojnino. In to bi tudi povečalo razliko, če smo že pri tem, ne, med najnižjo in najvišjo. Tako da mi imamo, socialno kapico tega ni mogoče narediti. Mi imamo v tem trenutku sistem, v katerem po domače povedano, ker kupujemo skozi leta svoje pokojnine, enak, kot če bi nekdo prišel recimo z določenim vsoto denarja v trgovino z avtomobili, hotel kupiti en avto, bom rekel tako, ne vem, BMW 3 ali kaj podobnega, ne, pa bi mu rekel, ne, vi pa ne morete, ker imate kapico, vi si lahko za ta denar privoščite samo BMW 1. To je sistem, ki ga trenutno imamo, je nekorekten. In govoriti zdaj o tem, da se ubadamo z uravnilovko, pri čemer ne dovolimo te uravnilovke, ni korektno po mojem v tem trenutku. Druga je zdravstvena blagajna. Res je, da prihaja do izpada, ampak bom dal čisto konkreten primer. Kaj smo pa naredili, da bi javno porabo v zdravstveni blagajni uredili? Bom dal čisto konkreten primer, kaj se dogaja. Mi smo z COVID-om izjemno obremenili zaradi administrativne nesposobnosti zdravstvenih oblasti, zdravnike in medicinske sestre, ki bi se lahko ukvarjali z zdravjem. Ko greste na testiranje, vam vzamejo telefonsko številko in vas takoj obvestijo o tem, ali ste pozitivni ali negativni. Če greste na cepljenje, ta država ni sposobna vzeti mailov državljanov, jih zaprositi za maile, da bi jim avtomatsko poslala dokazilo o cepljenju, ampak vsa država v tem trenutku, tisti, ki so cepljeni, kliče več ali manj zdravnike in medicinske sestre, ker država pogojuje sigenco z zapletenim pristopom do zvema, da pridobijo svoje potrdila domov po mailu ali kaj podobnega. In zdravniki in medicinske sestre se ukvarjajo z administracijo, namesto da bi se ukvarjali z zdravljenjem. In teh primerov mi vemo, da je v zdravstvu cel kup. Že to, kar je Tarča recimo razkrila, ne,
da so v Nemčiji in na Švedskem imeli dodatke v absolutnem znesku vsi približno enake 500 ali 1000 evrov, pri nas pa zaradi kolektivnih pogajanj v zdravstvu je prišlo do tega, da imajo dodatke na procent od plače in so tisti, ki imajo visoke plače, že itak zdravniki, ker vemo v Sloveniji, dobivali ogromne dodatke, tisti, ki imajo pa nizke, pa samo malenkostne, kaže, da imamo na nek način ultraliberalizem v javnem sektorju. In to je treba popraviti na nek način. In ne more biti socialna razvojna kapica zdaj zaradi teh anomalij, ki se dogajajo na drugi strani, žrtev na nek način tega, da ne moramo tega narediti zaradi tega, kar se dogaja v blagajnah. Mene presenečata oba direktorja, ker na to ne opozarjata, ker bi bilo v njihovem interesu in pokojninske in zdravstvene blagajne, da na to opozorita. Zaradi tega, ker če bomo bolje ravnali z denarjem v zdravstvu ali pa če bomo pripeljali več denarja prek razvoja v pokojnine čez 10 ali 20 let, sam direktor pa opozarja, da imamo težave s škarjami, ker lahko da ne bo dovolj denarja, če bomo tako delovali naprej z pokojninsko blagajno, me preseneča, da sta tako statična v tem razmišljanju. Pričakoval bi, da tudi oni dva mečkam bolj razvojno pogledata, kako se zadeve dogajajo lahko, če bomo imeli ekonomijo močnejšo. Sami vemo, da smo lahko tudi bistveno bolj zadolženi, če ekonomija je dovolj trdna, da to lahko vsi skupaj odplačujemo. In to je vsa zgodba tukaj. Zato ta razvojno paradigmo poskušamo odpreti malo drugačne. No, jaz moram reči, da jaz gledam na zadevo nekoliko drugače, pa se z marsičem sicer, kar je bilo rečeno, strinjam, ampak mislim, da graditi zgodbo socialne kapice nad tem, kaj se dogaja v zdravstvu v zadnjem letu v času epidemije, se mi zdi nekoliko za lase privlečen, zato ker lahko seveda anomalije, kakor hočete, tudi kar se tiče dodatkov, se strinjam, da absolutno ni bilo vse v redu, ampak če pogledali, kakšni so generalno bili izdatki zaradi epidemije na vseh področjih, tudi če hočete za gospodarstvo, pridemo do enormnih številk, pa vprašanje, če so druge države vse popolnoma enako postopale kot Slovenija. Tako da tukaj jaz mislim, da vprašanje socialne kapice in vprašanje socialnih zavarovanj je nekaj, kar je treba gledati v času normalnih razmer, ne pa v času epidemije, kjer je jasno, da so izdatki ciljani in da so bistveno drugačni, tudi bistveno višji kot sicer. Zdaj, kar se tiče stališč Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so razlogi bili zelo podobni temu, kar sem tudi sam prele povedal. Bi pa kljub temu omenil, ker je bilo prej omenjen, kar se tiče mladih in izseljevanja mladih in tako naprej. Jaz moram reči tudi še zlasti, pa že prej sem bil mnenja, da jasno socialna kapica in davki niso ključen razlog za te težave, tudi za izseljevanje, ki je bilo omenjeno. Še toliko bolj sem to prepričan včeraj po pregledu raziskave Mladina 2020. Tukaj se jasno kaže, da problem Slovenije, pa tukaj spet vidim sicer neko stično točko. Jaz mislim, da problem je v tem, da mladi v Sloveniji ne vidijo perspektive. Ne vidijo perspektive, ne vidijo zaradi tega, ker Slovenija, eden ključnih podatkov za mene seveda je bil to, da Slovenija daleč odstopa po prekarnosti v drugih evropskih držav. Zdaj seveda, če imate nekoga, ki zaključuje svoj študij in se ozira za svojo poklicno potjo in je zelo velika možnost, da bo pristal v prekarnosti, kar mu v nadaljevanju seveda, kar tudi kaže raziskava, povzroča stres, povzroča težave pri snovanju družine, povzroča težave pri pridobivanju nepremičnine. Sam lahko tudi povem iz krogov, ki se pogovarjamo, tudi sindikalnih, da to se kaže potem tudi v zdravstvenih težavah in tako naprej. Seveda to posledično pove, da nekdo išče neko stabilnejše okolje in zdaj, če to stabilnejše okolje najde v tujini, seveda se začne ozirati proti tujini, ker jaz ga praktično ne poznam mladega, ki bi zaključil šolanje, pa bi po 2 letih imel recimo 6000 evrov plače. To so res izjemni primeri. Tako da jaz mislim, da ta problem je bistveno kompleksnejši in mislim, da bi se ga bilo treba lotevati prej na kakšnih drugih področjih kot na davčnem področju. In se mi zdi, da recimo zlasti prekarnost se mi zdi tipičen tak primer. Tudi vprašanje potem kariernega razvoja, ne nazadnje zanimiv podatek spet iz te raziskave je, da se mladi nadpovprečno ali pa v precej veliki meri recimo tudi sami dodatno izobražujejo, tudi neformalno, pri čemer je vsaj po mojih informacijah tega izobraževanja v sklopu recimo delovnega razmerja,
da bi to izobraževanje spodbujal ali pa podpiral ali pa celo financiral delodajalec, zelo malo. A ne? In to je škoda. In to pa jaz vidim kot tisti potencialno razvojni moment, ne, ker v tem je ključna prihodnost, kar se tiče digitalizacije, kar se tiče zelenega prehoda, ne, vlaganje v ljudi, vladanje v neopredmeten kapital, to so ključne zadeve, ki bodo potegnile ljudi naprej in tudi državo seveda. Ne, in pričakovati, da bodo to počeli ljudje, ki so v prekernih oblikah zaposlovanja, si poleg tega še sami financirajo izobraževanje, seveda je po mojem nekoliko naivno. Ne. Jaz mislim, da bi tukaj bile pa res nujne nekatere spodbude, ki bi potegnile v bistvu ta vlak naprej. Ne. No, ampak to je zdaj posploševanje anomalij, ki so dejansko pomembne, ampak govoriti o tem, da se da občutek, ne, da se v Sloveniji večina plačuje izobraževanje sama, pa še v prekarno dela, ko vemo, da imamo praktično brezplačno šolanje, ko gre za predavanja in tako naprej do konca fakultete, v primerjavi s tujinami, ko so šolnine in tako naprej, ni ravno prava podoba. Govorimo o zaključku študija in seveda takrat, ko potem nekdo začne delati. A ne? Ja, ampak ključna zadeva, ki je tukaj treba opozoriti, ne, da imamo več oblik tako imenovane prekarnosti. Imamo de facto prekarnost, jaz vem iz svojega bivšega poklica novinarstva, ne, da imamo v bistvu tragično situacijo. Zelo tragično situacijo, ampak dvakrat tragično. Ne, da je precej mojih kolegov, ki so leta in leta delali v prekarnih oblikah in niso nikdar niti glasu dvignili, pa še vedno verjetno delajo v dokaj neurejenih razmerah. Imamo pa precej takšnih sem videl, za katere je bilo vprašanje, ali so sposobni upravljati novinarsko delo. En tak primer sem imel, ko je nekdo prišel, pa je pripravljal nek članek po 2 ali 3 dneve. Ne? In je bil zelo glasen, ko zadeva prekarnost. Ocena o prekarnosti je zelo subjektivna lahko. In v Sloveniji vemo, da imamo zelo različne poglede. Ne? Nekateri bi dali kar vse SP-je v prekarnost. Moj bratranec je vodoinštalater, voz avto dom, vprašanje je on prekaren. Ne? Tako da okoli te definicije se lahko še pogovarjamo. Druga zgodba, ki je, tudi izobraževanje je problematično z vidika vlaganja. Mi v SBC-ju že 3 leta prosimo, da državljani te države, ko gre za starše in otroke, dobijo podatek primerljiv javni podatek o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah, kar je ključen referenčni podatek vseh močnih fakultet v svetu in 30 let po osamosvojitvi niti starši, niti otroci, ki se vpisujejo, tega podatka nimajo. Ne samo, da ga oni nimajo, ta podatek bi bil vključen kot semafor za nosilce programov, da se lahko primerjajo med sabo, da lahko razvijamo čim boljše kadre, da bomo na koncu imeli izdelke, prek katerih bomo toliko zaslužili, da bodo tudi mladih malo lahko imeli 4600 ali pa 6000 evrov plače. Dokler te paradigme ne bomo spremenili in bomo statično gledali, bomo imeli težavo. In zato se vidi, da nek način strinjava v mnogih zadevah, ne? Ampak pot je pa verjetno malo drugačna. Ne? Mi bi naredili nekaj, da lažje ustvarimo kadre, pripeljemo še koga, ki je dober, zaradi tega, da skupaj dvignemo blaginjo vseh, ker če tega ne bomo naredili, danes je znanje najbolj, danes zlato ni pomembno blago na trgu, danes države in podjetja tekmuje za znanje. In če tega ne bomo storili, te razlike v razvoju, v miselnosti, kot sem že rekel, razvojna kapica ni edina, niti približno. Je pa eden od vzrokov, zakaj bi lahko dobili kakšen kader, ki bi lahko zelo pomemben za močna podjetja. Dal primer. Pred leti sem vprašal enega od slovenskih podjetnikov, ki je zelo močen v svoji niši na trgih, koliko ga stane top strokovnjak na leto, ki tekmujejo za njega tudi konkurenti iz sveta. Je rekel, čez 100 000 evrov na leto. Res je, da je redek, ampak če njega on ne bo imel, ne bo od njega znanja prelitega tudi na ostale strokovnjake. Če ne bo na ostale strokovnjake prelitega tega znanja, bojo slabši produkti, če bojo slabši produkti, bojo manj za plače za ostale delavce. Delavci in strokovnjaki bi morali biti takole skupaj, kar se tega tiče. Ne? In zato želimo na nek način spodbuditi to razvojno paradigmo in tudi ne racionalizacijo, ampak optimizacijo javnih izdatkov z vidika tega, zato sem omenil ta primer in se strinjam, da je ta covidni primer, ampak vemo, da v zdravstvu imamo cel kup takšnih primerov leta in leta. Ne? Zadnji smo se pogovarjali, da želimo imeti robote v zdravstvu, pa nimamo osnov za IT, ne? Da se je lepo videli, kakšne probleme imamo pri poročanju. In vidne so težave, ampak ni
pravzaprav v tem trenutku očitno tudi z strani volje nosilcev, mnogih nosilcev teh programov v zdravstvu, v šolstvu in tako naprej, da naredimo presek. 3 leta čakati na javno objavo podatkov zaposljivosti, potem, ko nekdo pride s predlogom, je predolgi čas. Če se še nekoliko lotimo drugega segmenta in tega spremembe zakona o dohodnini, vlada predlaga dvig davčne olajšave. Kako gledate na to potezo? Gre za dobrobit delavcem, da jim ostane več v žepu, ali gre za to, da spet govorimo o izpadu dohodnine in nas bo to teplo z socialnega vidika? V čem je težava? V čem pa priložnost? Ja, spet govorimo o večjih zadevah, ne. Zdaj, prva zadeva je, seveda, višje plače so vedno dobrodošle, a ne. Sindikati to vedno podpiramo, tako bruto kot neto višje plače. Seveda tukaj ni zgolj vprašanje višje davčne olajšave, gre za to, kaj ta zakon vse prinaša, tudi ne nazadnje ga je treba gledati v povezavi z socialno kapico, ni mogoče tega ločeno gledati, ne. In predvsem vprašanje, če se ne prinaša ta zakon, ne. Zdaj, višja splošna olajšava, seveda vsakomur prinaša višji neto dohodek, ne. Na drugi strani, seveda, zaradi višjega neto dohodka se spremeni upravičenost, kar se tiče cenzusa do različnih socialnih transferjev, se pravi, tukaj je spet navezava na celoten sistem, kakršen ga imamo socialnih transferjev, že tukaj nek del pobere. Ne spreminjajo se meje pri posebni davčni olajšavi, kar pomeni, da posamezniki ne bodo več upravičeni, se pravi, da tudi tam zadeva nekoliko pade. Predvsem pa je treba povedati, da tudi zraven seveda je znižanje obremenitve v najvišjem dohodninskem razredu iz 50 na 45% znižano, ne. In v povezavi seveda socialno kapico je rezultat tak, da je vsaj po tistem, kar sem jaz na hitro preračunaval, seveda tam, kjer je plača recimo 1:5, a ne, je razbremenitev približno 1:8, a ne. Se pravi, bistveno bolj je razbremenjeno v relativnem in v absolutnem smislu so razbremenjene višje plače, ne, in to daleč bolj razbremenjene, ne. Zdaj, tisti, kar je ključen problem na drugi strani, kar sem rekel, da manjka noter, ne, je seveda to, da na drugi strani ni virov, ki bi izpad iz tega naslova nadomestili, ne. Nasprotno, znižuje se tudi obremenitev kapitalskih dobičkov, a ne, se pravi dividend, dohodka od oddajanja premoženja v najem, tudi tukaj v največji meri profitirajo tisti, ki imajo več premoženja in pač tudi dohodke iz tega naslova, ne. Recimo leta 2018 je IMF, ko je delal analizo davčnega sistema za Slovenijo, ne, predlagal pač prvič absolutno celovit pregled, ne, in javnofinančno nevtralno reformo, ne. In danes, če boste prebrali marsikaterega profesorja ekonomije, ne, pač opozarja na to, ne, da izpad, ki se ocenjuje blizu milijarde evrov, ko bi bilo to v celoti uveljavljeno, ne, seveda ga absolutno ni mogoče nadomestiti z višjo gospodarsko rastjo in višjo porabo, ne, in da ob tveganjih, ki spremljajo trenutno javni dolg, a ne, tudi vprašanje obrestnih mer in inflacije seveda izpostavlja Slovenijo izjemno velikim tveganjem in jaz sem prepričan, da tak izpad, ki je slabih 10% proračuna, a ne, se ne more odraziti drugače kot na drugi strani na pritisku na socialne transferje, javne storitve in pa pravice iz socialnih zavarovanj. In zato jaz trdim, da bo posameznik, če se bo to realiziralo, a ne, na koncu plačal iz svojega žepa več, kakršna bo njegova kratkoročna pridobitev iz tega dviga splošne olajšave. In to je celoten paket, o katerem spet ni bilo nikakršne možnosti razpravljati, pogledati. Vemo, kapital pri nas je absolutno nižje obremenjen kot v drugih državah, davka na nepremičnine sploh nimamo, a ne. Tako da se pravi, en cel segment, ki je izpadel na eni strani in cel segment, ki je neuravnotežen na drugi strani, po našem mnenju, ne. In glede tega jaz ne razumem, da ni interesa pravzaprav po dialogu, soočenju mnenj in neki razpravi, ki bi prinesla tudi bolj stabilen, bolj predvidljiv davčni sistem,
in neko konsens o tem, kakšna ne bo obdavčitev dela in kapitala, če hočete, na drugi strani. Mi spreminjamo davčno zakonodajo na 1 let, pol, 2. Ne? In jaz razumem z tega vidika tiste, ki pravijo, da seveda na tak način planirati svojega poslovanja seveda je praktično nemogoče. Ne? Kako vi gledate na ta tveganja? Ja, glede predvidljivosti davčne zakonodaje se definitivno strinjam. Ne? Žal, to na vsako leto pa pol skupaj ugotavljamo, da se to dogaja. Zdaj, kar se pa tiče samih davčnih sprememb, pa moram priznati, da me malo celo motijo te pavšalne ocene. Ne? Milijarda evrov pa 10% proračuna je statičen podatek samo izpada. To ni podatek, kaj pa dobijo potem javne blagajne nazaj prek porabe, recimo pri dvigu splošne olajšave, definitivno zaradi tega, ker bodo delavci več dobili, ne, pri višjih dohodkih je to malce drugače, manjši delež in tako naprej, ne, in prek drugih. Ne. Recimo po analitiki GZS je situacija takšna, da je izpad, dinamičen izpad, ne, pa še to ni vsega šteto noter, ne, samo mogoče v prvem ali drugem koraku nadaljne potrošnje ali priliva davkov nazaj prek drugih davkov, ne, davčnih prilivov prek drugih davkov, je davčni izpad pri 6.000 evrov 117 milijonov, pri 4.600 evrov, pri 6.000 evrov je 117, pri 4.600 evrov pa 206 milijonov evrov, ker upošteva tudi seveda to, da bodo nazaj prišli tudi drugi davki iz potrošnje in tako naprej. Pri klasični davčni reformi je tega verjetno še več. Ne? Tako da je bilo fair in korektno uporabljati podatke, ki celovito gledajo na celoten izpad, tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani. Tudi doma gledamo tako. Ne? Druga plat medalje je pa, da gledamo v bistvu v Sloveniji pogosto samo našo javno blagajno in razmerje med kapitalskimi in pa kapitalskimi davki in davki na obdavčitev dela. Ne primerjamo se pa po ravni BDP-ja z konkurenčnimi državami, ki nam odtegujejo na nek način posla in s tem tudi pripomorejo k temu, da imamo manj davčnih blagajn. Mi se ne moramo primerjati potem, kakšne imamo davčne stopnje z Avstrijo in Nemčijo. Zato, ker Avstrija in Nemčija si lahko privoščita bistveno više davčne stopnje, ker imata celo infrastrukturo za investicije bistveno boljšo, ker so jo razvijali desetletja. Mi se lahko primerjamo s Češko. Še enkrat ponavljam, ne moramo se s Avstrijo in Nemčijo. Ne trdim, da moramo imeti tako nizke davke, stopnje, kot jih ima Češka v povprečju, ker si lahko privoščimo nekoliko večje, ampak lahko si pa privoščimo nekoliko nižje, da bomo bolj konkurenčni tudi takšnim državam. Ne. Ampak seveda moramo pri tem paziti, da dobivamo potem takšne kadre in takšne posle v državah, ki omogočajo višjo dodano vrednost, ker samo na ta način bomo seveda lahko spet šli malce višje od Češke, pa bližje Avstriji in Nemčiji. In ta mednarodna primerjava manjka v Sloveniji, ko se o tem pogovarjamo, govorimo o statičnih ponavadi razmerjih znotraj države, ne gledamo pa glede na to, da BDP pa na razvojno paradigmo posamezne države. No, ampak jaz bi vsem spomnil, ko govorimo o statičnem pa dinamičnem učinku, bi spomnil, da v Sloveniji smo nekaj takih eksperimentov že imeli. Recimo ukinili smo davek na izplačane plače, znižali smo prispevke delodajalcev za polovico. In takrat je bil ključen argument popolnoma enak, kot ga poslušamo danes, da bo ta denar se prelil v razvoj, v nova delovna mesta in tako naprej. In se to ni zgodilo. Ne, to ne drži. Mi tukaj to izkušnjo imamo. To ne drži. To pa ne drži. Ne. Če to ne bi držalo, potem bi imeli mi v tem trenutku bistveno hujšo škodo od te gospodarske krize, kot jo pa imamo. Slovenija je relativno dobro, zaradi tega, ker ima močne industrijske nišne šampione, predvsem, dobro premagala to krizo. Če pogledamo primerjavo z drugimi državami, za razliko od tistih pred 15 leti, ko smo bili v slabšem položaju, tista kriza nam je za slabše strukture gospodarstva bistveno bolj prizadela. Zdaj nas je bistveno manj. Druga zadeva, res je, da so prispevki delodajalcev bili zmanjšani za polovico, a pa dajmo biti korektni, ne? Vse ni nobene bistvene razlike med njimi. Ali za delodajalce ali delojemalce. Plača podjetje za delavca oziroma delavec plača v bistvu svoje plače, samo podjetje nakaže. Skupen prispevek je važen. Skupen pa ni slab. To je v vseh državah tako. Skupen pa ni slab, ne? V primerjavi z drugimi. Zato deliti med njima ni korektno, ne, na nek način. Treba je pogledati celovito sliko.
delijo vse države, ne, in dejstvo je, da Slovenija je ena redkih držav, kjer so prispevki delodajalca nižji ampak skupno oba prispevka sta pa čisto ok. Ampak efekt je drugačen, ne, to upam, da se strinjamo, ne, da učinek tudi na neto plačo, če hočete, je različen glede razmerja, kakšen je prispevek delodajalca, pa kakšen je prispevek delavca. Vi hočete povedati, da delodajalcem so znižali za polovico in zamolčite, da so skupna prispevka pa čisto primerljiva z drugimi državami. To ni korektno, ne? Ker plačujejo delavci oba od svoje plače, ali pa če obrnete, podjetje za delavce plačuje oba od njihove plače. Torej skupno je treba pogledati. Vedno plačuje delodajalec ta strošek celoten, ne, če hočete. Ja, ampak dejansko je to v katerikoli državi, ne samo v Sloveniji. Ne, plačuje tehnično plačuje delodajalec, ne? Ampak v bistvu ga je zaslužil delavec in to zamolčimo. Seveda. Delavec ga je zaslužil, samo po zakonu ga delodajalec odplačuje od njegove plače, ne? In to oba. Ja. In prispevek delodajalcev in prispevek delojemalcev. To je oba treba gledati, ne? Seveda. In ta je pa popolnoma primerljiv z drugimi državami, ne? Ampak razmer je različno, še enkrat, ne? Če bi bil prispevek delavca, recimo, če bi bila prispevka enaka, ne? In če bi bil prispevek delavca nižji, pa prispevek delodajalca višji, bi bile neto plače višje, a se strinjava glede tega? Ja, lahko se strinjava okoli tega, ne? Ampak odhodek... To ni nepomembno, ne? Ja, ok, ampak če pogledamo konsolidirano, bomo zdaj rekel skupaj, smo še zmeraj tam, ne? Z drugimi državami. Tako da treba je dati celovito sliko, zato pozdravljamo celovito sliko in hkrati tudi primerljivo z tujino. Sicer, če bomo partikularno jemali posamezne podatke, potem ljudje ne dobijo prave slike in ne bodo nikdar to razvojno paradigmo. Ampak še enkrat, to danes počnemo, ne? Recimo, primerjamo se pri obdavčitvi dela, recimo tam se primerjamo, ne, in tam se zdaj predlaga popravke, ne. Pri obdavčitvi kapitala se to ne gleda. Ja, ampak če pogledate obdavčitev kapitala... Ali pa pri obdavčitvi nepremičnin, ali pa premoženja. Ja, največji problem Slovenije je pri obdavčitvi nepremičnin oziroma premoženja, to oba veva, ne. Tam smo mi najbolj prijazni do državljanov na nek način in tudi verjetno do podjetij, ne. Ko pa govorimo o drugih davkih, ne, o kapitalskih, pa če se primerjamo s primerljivimi državami po BDP-ju, pa tudi ne odstopamo. Odstopamo kvečjemu navzgor. Če se pa primerjamo z bogatejšimi od sebe, pa je pa druga zgodba, ne, ampak oni si lahko to privoščijo, mi si pa ne moramo. Mi rabimo denar za razvoj. Ne. Ampak še enkrat, ne, tako kot ste rekli, ne odstopamo posebej, zato jaz mislim, da nobene potrebe po zniževanju na tem področju ni, ne, medtem ko na drugi strani bi bilo absolutno potrebno pogledati, kje je ta manko, kjer pri nas, tako kot sva se strinjala, ne, glede nepremičnin, glede premoženja, ne, bi bilo treba zadevo vsem uravnotežiti in bi bilo možno tudi nekatere izpade in popravke, tudi v preteklosti, saj smo se sindikati tudi z nekaterimi razbremenitvami na strani dohodnine seveda strinjali, ne, in tudi mi a priori ne zavračamo razbremenjevanja dela, ampak treba je pogledati celotno sliko in če govorimo o tem, da na zadevo ne smemo gledati partikularno, ampak gledamo celovito, potem bi bilo dejansko treba to narediti. To se danes ne počne, nažalost. Seveda se ne, in se nikdar ni, ne. Ja, je pa objektivno dejstvo, da smo pa situaciji zaradi tega, kar sem na začetku omenila, ne. In tudi tisto, da ne odstopamo, sem mislil navzgor, pa kar dobro odstopamo tudi po kapitalskih dobičkih glede na primerljive po BDP-ju, ne. Češka ima 15% tam nekje, ne. Tako da hočem povedati, moramo pogledati to mednarodno dimenzijo, če ne bomo začeli gledati, bomo imeli hude probleme. Je pa res, da je največja rezerva na nek način pri davku na premoženje. Tukaj pa veva oba, da bo zelo težko kaj doseči, zaradi tega, ker Slovenija je pač država, kjer imajo ljudje zelo veliko premoženja v svojih rokah, v svoje lasti in bo težko kakšna oblast karkoli spremenila. Tako da z tega zornega kota bo treba iskati ravno v primerjavi s tujino pri ostalih davkih zelo verjetno realno korake. Če smo ravno pri tem, kako konkurenčna pa je Slovenija in kako bi lahko bila bolj. Tukaj mislim tudi, da se nekoliko dotaknemo, kakšno vlogo igra minimalna plača. Moja ocena je, da Slovenija je konkurenčna, ne, bi pa lahko bila bolj konkurenčna in moje mnenje je, da tukaj Slovenija, sem prepričan, ne bi smela graditi seveda na bom rekel, neki stroškovni konkurenčnosti v smislu tega, da bo konkurirala drugim državam z nižjim ali pa najnižjim stroškom dela, ne, ampak nasprotno bi morala tukaj bistveno bolj vlagati v znanje, v zaposlene, tudi če hočete v
v inovativne rešitve, recimo ena od zamer siguren, kar se tiče načrta za okrevanje in odpornost, da recimo se digitalni preobrazbi tudi v gospodarstvu bistveno premalo denarja namenja, ne, in to bi bile lahko po moje tisti koraki, ki bi Slovenijo naredili bolj konkurenčno, ne. Mislim, da če bomo gledali skozi prizmo minimalne plače, konkurenčnost Slovenije, mislim, da je to popolnoma napačna razvojna paradigma, ne. Vendar minimalna plača se je dvignila. Absolutno, minimalna plača... Niste dali svojega glasu. Minimalna plača se je dvignila, trenutno se oblikuje po formuli, da mora znašati najmanj 20% nad minimalnimi življenjskimi stroški. Jaz moram reči, da se mi zdi to tudi dostojno, ne nazadnje eden večjih problemov, ki je bil, pa do določene mere je še vedno prisoten v Sloveniji, tudi ponekod drugod, da ne bom tukaj krivičen, je v tem, da imamo revne zaposlene, ne, se pravi, da nekdo kljub temu, da dela, ne zasluži dovolj, da bi lahko dostojno živel. Mislim, da ta nivo minimalne plače, ki ga trenutno imamo, to popravlja, je tudi na nivoju, o katerem se trenutno razpravlja na nivoju Evropske unije v okviru predloga direktive o minimalni plači. Je pa problem generalno v Sloveniji potem v tem trenutku seveda z uravnilovko, ker so plače zelo zbite v tem spodnjem delu lestvice in tukaj so bila nekatera razmerja porušena in se to zdaj, bom rekel, od podjetja do podjetja rešuje različno, tudi skladno z možnostmi posameznih podjetij. Mislim pa, da je vsaj prav, da ljudje, ki delajo polni delovni čas, seveda imajo za to tudi neko dostojno plačilo, to se mi zdi pa primerno. In še enkrat, mislim, da na tem segmentu ne bi smeli graditi naše konkurenčnosti. No, mislim, da naša konkurenčnost bi morala se odražati pri kadrih, ki imajo bistveno više plače, kot je minimalna. No. Tam se gradi, po moje. No, tukaj se strinjamo, dejansko konkurenčnost lahko gradimo samo z podjetji, z programi, ki imajo višjo dodano vrednost, ki omogočajo višje zaslužke. Je pa pri minimalni plači sta dva izziva, oziroma dve težavi, ki jih v Sloveniji imamo. Prva, tudi pri minimalni plači se ne primerjamo ravno s primerljivimi državami. Tudi tukaj imamo težave, nekatere industrije bodo zaradi tega hitreje odhajale, kot bi lahko. Sam mislim, da je prav, absolutno, da je minimalna plača garant neke sociale. To se je v zgodovini pokazalo kot eden temeljev za tudi gradnjo boljših družbenih odnosov na koncu koncev, ker tudi za ta vpliv gre na koncu koncev. Ampak težava je v tem, da imamo mi v tem trenutku s tem zadnjim zakonom, glede na primerljive države, pač nekoliko prehiter skok, bom temu rekel, ne? In to, kar je tudi že bilo omenjeno, povzroča težave ne samo znotraj podjetja, kar je bilo omenjeno, ampak tudi seveda na vzven konkurenčnosti pri industrijah in nekaterih podjetjih, ki bi lahko v Sloveniji ostala ali bolje se razvijala. Ne? Na drugi strani imamo pa v zadnjih 15 letih dve hudi težavi, da smo to storili dvakrat, ravno takrat, ko je bilo najmanj primerno. Prvi smo to naredili, da smo za 33% zvišali minimalno plačo v času od 2007 do 2012-13, v parih korakih. In to je pomenilo seveda, da smo definitivno imeli več brezposelnih, kot bi jih sicer lahko imeli zaradi tega. Ne. Drugi se pa zdaj spet zgodil malo tudi po nesreči na nek način z COVID krizo, kar pa pomeni seveda zornega kota gospodarstva pa konkurenčnosti lahko kar precejšen odmik od cilja, da tudi tiste podjetja, ki omogočajo določeno še znosno, bom rekel temu konkurenčno množično zaposlenost, da jih na srednji ali dolgi rok onemogočamo pa precejšnji meri pri razvoju in seveda bodo zaradi tega odšla. Sam tudi mislim, da podjetja, ki so napovedala po uvedbi minimalne plače, da bodo odšla iz Slovenije zaradi tega, ker imajo konkurenčno proizvodnjo znotraj lastne skupine tujega lastnika v Maroku, da to ni cilj Slovenije, da takšna podjetja zadrži tukaj. Bolje je prestrukturirati, najti drugega lastnika na tistem področju, prekvalificirati delavce in je najti boljše, ker bodo na koncu boljše plače. Govorimo o tem zadnjem, ko so 3 multinacionalne. Ena od teh je recimo taka, ki poznam. Ampak so pa številna druga podjetja, ki so na meji, ne?
in jih sploh ne poznamo, zaradi tega, ker znižujejo postopoma število zaposlenih, kaj podobne, ker se prilagajajo. To pa je slabo. Ne? In tukaj mislim, da so ti dve napaki bili narejeni, da smo ravno v nepravem času dvigovali. Zato tudi poziv, da se še enkrat mogoče usedemo, da na nek način skupaj tudi sindikati pogledamo, ali lahko v obdobju 2-3 let, da ta kriza mine, naredimo neko rešitev, ki bi omogočila tudi tem podjetjem, ki imajo prihodnost v Sloveniji lahko, da se še lahko razvijajo, da se lažje razvijajo in da vam potem ta vzlet na nek način lažje. Ne? Za konec, kako pa zadržati mlade? Omenili ste včerajšnjo raziskavo oziroma včeraj je bila predstavljena Mladina 2020, ki je pokazala, povem še za gledalce, da je 73% mladih med 15 in 29 letom naklonjenih selitvi v drugo evropsko državo zaradi dela. Kateri so dejavniki, ki ustvarjajo to okolje, da ta kader zadržimo doma? Ja, zdaj, kar se mene tiče, jaz sem okrog tega v bistvu že prej omenil, bom mogoče ponovil. No, meni se zdi ključno vprašanje na eni strani vprašanje perspektive, stabilnosti zaposlitve, se pravi podatek o prekarnosti. Jaz mislim, da je izjemno pomemben podatek in tudi jaz mislim, da je eden ključnih razlogov in razmislekov za tak rezultat, kakršen je. Pa se strinjam tudi z določenimi pomisleki glede tega, kako definirati prekarnost ali ne, ampak v bistvu, če križamo ta podatek v bistvu z ostalimi podatki, ki jih navajajo mladi, ne, od stresa, ki jim ga to povzroča, do težav, ki jih imajo pri ustvarjanju družine, pri reševanju svojega nepremičninskega položaja, ne, vendarle kaže na to, da je to neka okoliščina, v kateri se znajdejo, bom rekel, neprostovoljno. Ne. Jasno, da nekdo, ki je obrtnik in je zaposlen kot SP in je v to šel prostovoljno in tudi verjetno je zadovoljen s svojim položajem, bolj ali manj, a ne, je to bistveno drugačna situacija kot situacija nekoga, ki bi se v primeru, če bi imel izbiro, odločil drugače. A ne. In tako da to se mi zdi absolutno en faktor in jaz mislim, da vprašanje prekarnosti, te neprostovoljne prekarnosti na trgu dela bi bilo se absolutno nujno rešiti. Mislim, da se to v tem trenutku ne rešuje, nažalost. In pa se pravi, neka perspektiva kariernega razvoja, ki je v tem trenutku verjetno marsikdo ne vidi, se pravi, kje bo njegov položaj znotraj njegove izobrazbe, znotraj njegove karierne poti, ki si jo je nekako zamislil ali pa začrtal. Ne. Jaz mislim, da so to ključni razlogi, no, in mislim, da bi morali kot družba bistveno več vlagati v to, da bi mladi to perspektivo dobili. No. Mislim, da to je največji manko, ki ga v tem trenutku imamo in mislim, da ta polarizacija, ki jo imamo, ne prispeva k temu. No. Ja, v večini se strinjam z Jakobom. Mislim pa, da imamo dve težavi. Ne? Ena je realna, druga je pa perceptivna. Realna je v tem, da dejansko na mnogih segmentih ne poskrbimo, da bi mladi videli ali pa imeli bolje, ne videli, ampak imeli boljšo perspektivo. Tudi neodzivni smo, recimo v SBC smo lani v začetku leta predlagali olajšave za mlade in za podjetja, ki bi gradila za mlade stanovanja v lasti podjetij. Ne? Kajti, če bi to naredili, takrat je bilo precej še kapitala, bi avtomatsko, mi smo imeli podatke tudi od naših članov, gradila določena stanovanja, s tem bi priklenila oziroma, boljše povedano, zavezala na zelo prijazen način mlade, da ostanejo v Sloveniji. Se to že poznamo iz preteklosti. Tako, in to že poznamo iz preteklosti, ampak nažalost niti prejšnja, niti zdajšnja vlada tega nista akceptirali. Ne? To je bil recimo en čist preprost mehanizem, ki bi omogočil in tudi stimuliral podjetja, da tiste kadre, ki so dobri mladi, da zadrži, zlasti zaradi tega, ker mladi ponavadi nimajo nepremičnin, radi bi ustvarjali družine in bi s tem bistveno bolj prijazni bili do njih, da ostanejo v Sloveniji. Tudi kar nekaj takšnih zadev. Jaz mislim, da Slovenija se mora tudi odpreti, da moramo začeti z digitalnim marketingom kot država, postavljati se
kot država, ker imamo nekaj nišnih šampionov, ki bi lahko sodelovali pri tem, privabljati mlade perspektivne kadre tudi v Slovenijo, ker ti lahko prispevajo k temu, da bo vsem ljudem bistveno bolje v prihodnosti, seveda na zelo selektiven način, to v tujini počnejo. Druga zgodba, ki je problematična po mojem mnenju, je pa percepcija. Kritika je vedno dobrodošla, ampak s kritizerstvom in zelo onesnaženim javnim diskurzom v bistvu povzročamo percepcijo pri mladih, da so razmere še bistveno slabše, kot dejansko so. In to jih v bistvu peha še bolj v razmišljanje, da bi zapustili Slovenijo, da bi šli nekam drugam. Seveda tisti, ki beremo, kaj se dogaja drugje, še vemo, da Sloveniji niso tako črne razmere kot kjerkoli drugje, ampak večina ne bere, kaj se dogaja v Španiji, Italiji, tudi Nemčiji, včasih Veliki Britaniji in tako naprej. In seveda z tega zornega kota nima tega občutka. Percepcija teh držav je pa bistveno boljša. Kot v Sloveniji, jaz mislim, da je percepcija teh držav bistveno boljša, kot dejansko je v realnosti v primerjavi s Slovenijo. Pa ne govorim zaradi tega, kar smo se prej pogovarjali, ampak cel kup elementov, ki prispevajo k kakovosti življenja v Sloveniji, ki so boljša. Ker sem omenil prej tudi v primerjavi z tujimi mladimi strokovnjaki, ki bi lahko prišli v Slovenijo, mislim to še posebej zaradi tega, ker včasih obstaja utopija v Sloveniji v pogovorih z mnogimi strokovnjaki ali pa tudi poznavalci ali tistim, ki imajo določene želje, ki pravijo, da bi bilo fajn, da se včasih celo reče, vsi mladi vrnejo domov v Slovenijo. Nikdar več se vsi mladi ne bodo vrnili domov v Slovenijo. Svet je globalen postal in z tega zornega kota vsaka država gleda dvoje sporedno, da jih čim več zadrži in hkrati, da čim več dobrih kakovostnih tudi pripelje v državo. In ta dva cilja morata biti v bistvu sporedna, sicer bomo imeli težave spet z demografijo, z vsem ostalim, in na koncu se bomo midva, ko bo v penziji, pogovarjala med sabo, kaj so se danes tukaj pogovarjala, kaj bo čez 20 let, kdo je imel mogoče prav, kdo ni imel prav, ampak se bojim, da ne bo v redu, zaradi tega, ker ne bomo imeli dovolj aktivni, zaradi tega, da bi lahko socialne transferje in tudi pokojnine financirali. Tukaj mislim, da bi morali najti en kompromis, ki ne bo samo na nek način slab kompromis, ampak da bo dober razvojni kompromis, da naredimo en skok naprej in da poskušamo narediti tudi splet ukrepov, različnih, tudi takšnih, kot sem prej omenil, za stanovanje in tako naprej, ki bo pripomogel z ne prevelikim javnofinančnim izpadom k temu, da bomo naredili lahko lažje ta razvojni preskok. Hvala lepa obema za vajine poglede. Mislim, da smo odprli kar nekaj aktualnih in pa zelo pomembnih tem, ki bodo oblikovali našo prihodnost in seveda upam še na kakšen takšen dialog tudi na višji ravni in pa seveda na socialni dialog. Hvala lepa. Hvala za vabilo.